pozdravljeni in dobrodošli. Energija ognja, transformacija, ljubezen in plodnost bojo teme, ki vam jih bom danes v tem kratkem polurnem videu predstavila. Z vami sem Aleksandra Winkler-Drole, karmična diagnostičarka, učiteljica akaških zapisov, mojstrica OM hipnoze, regresije in progresije in še marsikaj. V glavnem, ogenj poznamo vsi kot najmočnejši element transformacije. V našem telesu prispeva k temu, da se hrana lahko transformira po našem telesu, da zgori in da nam nudi pogoje za življenje. Tako kot v pečici na trda goriva, ko vidimo odpadek, pepel, ga vrnemo zemlji, tako tudi mi naš odpadek, se pravi, kar je odvečno ostanek od gorenja. Ogenj v ezoteriki uporabljamo, da skuri tisto, kar ne rabimo, odvečne smeti. Bi se reklo, da kmetje obrežejo v sadovnjaku drevesne krošnje, pograbijo, bi se reklo, odvečno listje in to zažgejo. Seveda je proces kresov kurjenja ognja star toliko kot človeštvo. V mnogih različnih krajih, državah, na različnih koncih sveta so to uporabljali v različen namen, vedno pa je bilo to nekako povezano s slavjem, praznovanjem, z obetom nečesa novega, s priklicom nekih slavnostnih dogodkov. Zdajle mi smo navajeni, da 1. maj kurimo kreske, to praznik dela. Ima pa lahko to tudi čisto drugo sporočilo. Se pravi, obredni ogenj, ki ga bomo delali mi, bi se reklo, zdaj to maj mesec je najplodnejši mesec, s tem, da imamo 2 posebna datuma v maju, kjer vodim obrede v skupini Orion, to je bi se rekel, to je virtualna spletna soba, ker je na Driveu. Tam vam bom opisala posebne sestavine, ki jih boste rabili, ki jih boste dobili po pošti, če boste to želeli, in bomo, bi se reklo, energijo ognja uporabili za transformacijo, ne da bomo kurili odvečne smeti, ampak naše psihološke smeti, to, kar ne rabimo, kar nam ne služi, kar je preživelo. Mogoče so bili kdaj naši vzorci, programi prepričanja uporabni, ampak zdajle nam delajo samo odvečno breme, ki nas ovira, da lahko hodimo naproti svojim zastavljenim ciljem. Mesec maj velja za mesec ljubezni. Če ti všeč ta video in če hočeš več ljubezni v svoje življenje, potem zdajle lajkaj ta video. Če še nisi naročen ali pa naročena na moj YouTube kanal, klikni subscribe oziroma naroči se, da ti ne uide druga pomembna vsebina, ki jo objavljam, da boš obveščen, obveščena o novih vsebinah, in ker je to tudi simbol podpiram te, se pravi, v znamenje podpore, pač vprašam ljudi, če mi stisnejo like, všeček, če se naročijo na moj YouTube kanal, ker se to boljš uvršča. Tako, hvala, ker se razumeva. V glavnem, maj mesec, mesec plodnosti, mesec ljubezni, mesec ravnovesja, iskanja ravnovesja. Nikoli v noben mesec v letu ne kliče toliko po ravnovesju, se pravi, odstrani staro šaro, reš se plevela, da imaš plodno zemljo za nove rastline. Noben mesec ne kliče toliko po tej akciji, da se tudi kakor zgoraj, tako spodaj, kakor nebesih, tako na zemlji, kakor zunaj, tako znotraj nas, se pravi, neka sinhronizacija s kozmičnimi energijami tako zelo dobro prepleta, da res ne smete zamuditi obreda, ki ga imam na točno določen dan, in imam tudi brezplačne webinarje, oziroma jim rečem Google Meetingi, ker so to na Google Drive dostopne vsebine. Ne želim v svoji družbi moje znanje brezplačno deliti z vsakomer,
Nekako hočem, da si pozitivna duša. Hočem, da si dobronameren posameznik, ki ne škodi ne sebi, ne drugim, zavestno ali nezavedno. Zatorej pač lahko mi jamčiš karkoli, hočem te spoznati. Preden se spoznava, kako se spoznava, da te lahko povabim na te moje brezplačne obrede, te vabim, da naročiš branje dušnega zapisa. Niti treba nikamor iti, ker poteka vse nadaljavo. Traja približno 1 uro in narediva enkrat v življenju. Ok, in če te to mika, če se ti ego ne upira ali pa če ne odlašaš, bom že enkrat, drugič bom že, potem ti tudi obredi v maju mesecu ne morajo koristiti. Ampak ponavljam, maj je eden mesec v letu, ki je simbol plodnosti. Plodnost ni samo to, da smo plodni, da lahko zanosimo, da rodimo otroka, ampak se gre tudi za plodne ideje, čeprav tudi tukaj ima močno povezavo, se pravi, plodni ljudje, avstro-ogrska cesarica Marija Terezija, mislim, da je imela 16 otrok, rodila 16 otrok, zelo plodna, njene reforme so spremenile mnogim življenje, res, to je bilo to obdobje, bi se reklo, napredka, za temo slabim je prišlo nekaj novega. V naše kraje je prinesla mnoge poljščine, uvedla obvezno šolanje, ljudje so bili končno pismeni in še mnogo dobrega, med njimi tudi obvezno vojaščino, ampak ne so bili prvi kmetov sin je bil oproščen vojaščine, tako da drugi so pač imeli kar obvezno vojaščino od kar dolgo življenjsko obdobje. Tudi tisto je bilo takrat, bi se reklo, poskrbela je za varnost, ampak ni bilo vsem to dopadljivo. In ta doba, ki jo govorim, je tudi v naši prihodnosti. Ne bo še tako hitro, ljudje bomo mogli iti skozi mnoge lekcije, napačne izbire, popravni izpit, jovo na novo. Falili smo kolektivno kot narod na mnogih področjih, in imamo popravni izpit. In to v maju mesecu boste vedeli, ali bomo popravili našo karmo. Karma je delovanje, akcija, ali ne bomo popravili. Smo pač vsi odvisni tudi od drugih, od kolektivne zavesti in pač je, ko je. Kar se nanaša na kolektivni ravni, lahko preneseš v svojo zasebno raven. In v maju mesecu imaš odlično priložnost, da karkoli si narobe zastavil in kar te je mikalo še oktober in november, mogoče celo december, leto 24, ti se zdi zdaj ta ideja tuja, tega pa res ne bi. Takrat sem imela, karkoli si, moški, ženska, da bi to in to speljala do konca, ampak mislim, da če bi to speljal do konca, bi bilo slabo, ker vidim neko boljšo idejo. Videti boljše, biti povezan s kozmičnimi silami, predstavlja dim, spirit, dim povezuje, ne glih vsak dim, tukaj imam 3 vrste kadil, gre se za miro, bosvelijo in beli žajbelj. To vam bom poslala tudi po pošti, tisti, ki boste želeli to naročiti, in če ste prijavljeni na brezplačne novice, takrat, ko imam času primerno določene obrede, ne pozabiti. V glavnem očistimo odvečno kramo, pospravimo hišo, odstranimo slike, fotke bivših partnerjev, nikakor to ne sodi v sedanjost. Če je mimo, ene ženske še vedno nosijo poročni prstan, pa so že ločene, ene imajo še shranjeno nekje poročno obleko, pa so tudi že ločene ali pa na kakršenkoli način. Se pravi, dajmo zdaj tule narediti red. Se pravi, red je predpogoj za ravnovesje. Ravnovesje je predpogoj za manifestacijo obilja, kar vsi mi hočemo. Se pravi, če hočeš na njivi na vrtu posaditi, moraš prej odstraniti lanske te neuporabne štore, slamo, korenine. Isto naredi
v sebi, v svojem življenju. Tisti, ki ste naročili branje dušnega zapisa, pripravite 2 lista, 2 seznama rabite. Na enem so, ko sem vam brala darmo ali poslanstvo, na eni strani so pleveli ali bi se reklo stari vzorci, na drugi strani so potenciali darme ali bodoči pridelki. To pa, kar rabimo. Se pravi, imejte pripravljena 2 lista in dobili boste navodila, kaj narediti s tem. Ogenj nam bo pomagal, da bo zgorelo tisto staro, neuporabno. Se pravi, zdaj govorim v tem mesecu, v pomladi je na preizkušnji 3. čakra. 3. čakra je nekako zlato-rumene barve. Če je zdrava, jaz jo imenujem v knjigi Akaški zapisi osnove dušne matrice. Tukaj so vse moje knjige, mimogrede, osnove dušne matrice, jo imenujem božanski red. Se pravi, med 8 božanskih moči poišči božanski red. To je 3. čakra, ki skrbi, da imamo red v našem telesu. In ta je sinonim za transformacijo, se pravi, da imaš red, da smeti ven, dobro sem, kar ne rabim stran, kar rabim pride v moje življenje. In je zelo, zelo močno na testiranju, ravno v začetku pomladi, ker če tukaj pademo na izpitu, na testu, potem bomo imeli nered še dolga leta. Se pravi, včasih si človek kupi zazidljivo parcelo in mu je žal, da je to kupil. Se pravi, je iz reda ustvaril nered, potem jo pa ne moreš tako enostavno prodati. Ali pa ne kupi kriptovalute in narasejo in mu je žal, da ima prihranke na banki. Tudi o tem bom pisala v reviji Ona Plus, ki izide julija, 1. julija, julij in avgust sem že pisala oziroma sem že oddala intervju. Tako da to, kar se je zgodilo, zgodilo se je že vse to, kar sem povedala v februarski izdaji revije Ona Plus. Se pravi, to je mesečna revija in poglejte vreme, poglejte inflacijo, poglejte, se pravi, vse začnemo od športnikov, zmage športnikov, do političnih afer, do vremena, vreme sem v nulo opisala tako, ko je. Tako da vse to enostavno se da odčitati. Kaj potrebujem? Potrebujem pripraviti svoj na, bi se reklo, stanje, povezavo z Akaškim, Akaš in nihalo odčita. Se pravi, nihalo je tako kot svinčnik. Svinčnik ne bo pisal sam, ampak je odvisno, katera roka ga drži. Tako, toliko o tem, da se pripravite. No, ko se vrnem nazaj na temo božanski red. Se pravi, tlele je na testiranju 3. čakra, imenovana božanski red. Človek z dobro delujočo 3. čakro ima sposobnost fokusa jasnih misli. Dobro poslušaj in si beleži, če to zate drži ali ne drži. Sposoben je, torej močne koncentracije, sposoben je organizirati svoje življenje, mogoče je tudi dober organizator v življenju drugih. To pomeni v poslu, doma, je ustvarjalen, mogoče celo umetniško nadarjen. Človek z dobro delujočo čakro božanski red ima prirojen občutek za poštenost. Prirojen občutek za zakon vzroka in posledice, ki mu rečemo karma. Ustvarja ravnovesje
je odgovoren. In to pomeni, da se zaveda posledic svojih dejanj, ki jih sprejme, dobre ali slabe. To je človek, ki ima dobro delujočo, zdravo, tretjo čakro ali čakro božanski red. Zelo dobro izražena tretja čakra, božanski red, je značilna za izjemne kovče, trenerje, ki so sposobni analizirati korak za korakom na metodičen način. Pogosto ljudi z dobro delujočo tretjo čakro srečujemo v javnih poklicih, to so izredni vodje, podjetniki, kovči, svetovalci, ker premorejo poštenost in organizacijske sposobnosti. Človek s slabo delujočo ali pa nepravilno delujočo tretjo čakro ima slabo mnenje o sebi, nizko samopodobo, trpi njegova samozavest, je pogosto depresiven, razdražljiv, umika se v osamo, beži pred družbo. Njegov način izražanja ni fokusiran na bistvo. Pogosto zapeljuje v dramo, kjer pozornost namerno ali nenamerno preusmeri drugam, stran od bistva. In na ta način vplete druge v to, namesto božanskega redu ustvari katastrofo in nered, namesto resnice laže. Preprosto laže. Namesto reda ustvari kaotičnost in dramatično vzdušje. Govorim, da je pred nami čas, ko bo kot nam ljudem na kolektivnem nivoju testirano to, ali bomo izbrali red ali nered, ali bomo izbrali občutek za poštenost, ali bomo čakali. Kaj pa, če človek kar čaka, če nič ne naredi? Če se nič ne odločiš, če nič ne narediš, si se odločil. Odločil si se, da ne boš nič naredil. Če na vrtu ne posadiš nič, si se odločil, da ne boš nič posadil. In kaj se zgodi? Ne misli, da ti zrase kaj koristnega, zrase plevel. Tako da vedno se odločimo za to, kar je dobro. Delujemo iz vesti in povesti. Sonce je energija, ki deluje na tretjo čakro. In mi bomo delali obred za aktivacijo tretje čakre, ker če tam ne vemo, kaj je red, kaj je prav, kaj ni prav, ne bomo nič drugega uspeli v življenju. Za tiste, ki pa imate že dobro delujočo tretjo čakro in se vam zdi, da ste že kolikor toliko organizirani ljudje, da imate občutek za pravičnost, poštenost, potem vam predlagam kristalčin tamani, nekaj jih imam na zalogi, nimam zdajle tlele, in to je pa prinašalec luči. Se pravi, govorim o soncu, tudi o meteoritskih kamnih, ki so prispeli do nas iz drugih galaksij in ki vplivajo na nas, če smo mi njihovi gospodari, se pravi, imamo neko zavezništvo z njim, tako da tudi zato vam bom poslala mail. Pazi malo, ljudje, ki imajo zelo poškodovano ali umazano, se pravi, ni vsaka tretja čakra od vsakega take lepe zlate barve, kot bi mogla biti, ampak ki imajo ljudje zelo zapacano, umazano, lisasto, črno, rjavo, ne taka barva bi mogla biti, ali pa kot zlato sonce v 3 odtenkih, to je Orion talisman, za povezavo z, bi se reklo, z mojo primarno dušno skupino in z drugimi galaksijami. Namreč ljudje živimo na večjih časovnicah hkrati. Hkrati
živimo, hkrati občutimo ne tako intenzivno kot tole tukaj in zdaj, ampak del nas je še vedno lahko, ne vem, neka srednjeveška gospa, ki obožuje svilena oblačila, če si bila to ti, recimo, kako jaz, žametne obleke, klobučke, pahljače, no, ne morem zdajle s klobukom na glav pa s pahljačo, pa skočijo, ampak neka ljubezen do tistega življenja se mi predrami, ko vidim to v kakem filmu. Tako bom rekla, neko, wow, ne, če imaš lep spomin na neko svojo dušno preteklost. To pač lahko tudi ti vidiš v regresiji, če prideš k meni, bova šla na to potovanje. V glavnem, vedno začnemo z 1 uro prek telefona, Skypa, mobitela oziroma Google Meetinga, nekje nadaljavo 1 urco od debate, to je branje dušnega zapisa. Ne pozabiti, to je prvi korak, pol vidva naprej. Ok, se pravi, sem pri 3. čakri. Se pravi, človek ima celo, zelo dramatizira, zelo močen ego ima, preprosto ustvarja kaos, misleč, da hoče red, ko ustvarja red, naredi diktaturo, ker če red zahtevamo od drugih, to pomeni, da zahtevamo, da se nam pokorijo. In to so diktatorji, bi se reklo, 3. čakro, božanski red, so si mnogi diktatorji napačno razlagali, so imeli dobro, naj si bo Hitler, Stalin in še mnogi drugi. In še danes, ne, ko ni božanskega, ne, se pravi, če ne delaš za Boga, delaš za hudiča. Pa si lahko dober služabnik enemu ali drugemu, ampak komu boš služabnik, Bogu ali hudiču? V vsakem izmed nas živita 2 energiji, ena je angelska, druga je demonska. Vedno je tako. In te dni, ta čas, ko zdaj to snemam, konec aprila, video je aktualen za maj mesec, tudi za junij, ker pač predstavlja energijo pomladi, ne, kdo bo, se pravi, to pšenično njivo obdeloval, ne, oče ali sin, tako ko sem pač to pesnitev, ste verjetno že vsi gledali karmično prognozo za leto 2025, ki sem pač več kot 1 uro trajajoč video posnela. In se pravi, zdaj je važno, da ustvarjamo ravnovesje, da ustvarjamo red, božanski red, ne pa ego princip, uveljavljamo svoj prav. Najlažje gre takole, da se zavemo svojih šibkih lastnosti, ki nas ovirajo, da odpravimo to. Ko to odpraviš, potem si že na pol zmagal. To je tako, kot da že pripraviš vrt na to, da boš nekaj posejal. Priprava je bistveni del vsakega načrta. Se pravi, poslala vam bom v naslednjem videu sestavine, ki jih boste potrebovali. Obred lahko zakuriš doma kot nek ogenj, ker res si narediš mini takle obredni ogenj in cel postopek. Vedno pa moraš imeti jasno namero. Človek, ki nima jasne namere, kaj hoče, je vsaka pot, vsak način napačen. Se pravi, moraš jasno imeti namero, kaj hočeš. Ne rabiš imeti namere, hočem zaslužiti več, ampak je treba se vprašati, kaj sem za to pripravljen vložiti, da dobim več. V glavnem, o tem se bova še pogovorila. Najlažje ti bo šlo, če prebereš seznama, ko sem ti odčitala pri branju dušnega zapisa. Če ti še nisem, je še vedno čas. Se pravi, pač se tam osebno, individualno pogovoriva. Kot kolektivno človeštvo pa moramo znati diskriminirati, izločiti, kaj je za nas resnica in kaj je laž.
ko gledate televizijo, morate vedeti, ali nam ta politik govori resnico ali nam laže. Če tega ne veste, da vam prijatelji neki znanci rečejo, ta laže, ne, ta govori resnico, on je dober, ne, ni dober, ta je boljši, ne, on je slab, ta je dober. Se pravi, ti moraš pri sebi začutiti, kaj je resnica, da lahko prispevaš k boljšemu svetu, k več redu in miru, ki je potreben, da zmaga dobro nad slabim. Mimogrede, pisala sem članek o bitki med angeli in demoni, ker tam, kjer je božanski red, tam zmagajo angeli, tam zmaga pravica, tam zmaga božanska kvaliteta. Tam, kjer je laž, zavajanje, bi se reklo nered, v smislu diktature, zahtevati od drugih nekaj, kar je izven pravil, samo za njih dobro in ne za nas druge udeležene dobro. Tam, če množica sledi, bi se reklo, ljudem, vodjem, šefom, ali pa nekdo je glava družine doma, če množica sledi ljudem, ki ne peljejo v smeri božanskega reda, potem bo kaotičen ta svet in smo na pragu tretje svetovne vojne. Tretja svetovna vojna ni nujno, da je to orožje, je lahko trgovinska vojna, davčna vojna, zmanjka hrane, sklopijo nam, ni goriva, ni, bi se reklo, drži vse, denar nima vrednosti. In če se to zgodi, potem bomo jokali, kam smo zabredli kot človeštvo. Ampak po toči zvoniti je prepozno, ne? Je treba prej misliti. Zato, če hočeš imeti 8. čakro, pa tretje oko dobro delujočo, da vidiš, kaj je dobro zate, za tvoje življenje, kot človeka, ki si del širše javnosti, potem ne zamudi ta obred. Jaz vam dam obrede brezplačno, če ste moje stranke, moji klienti. To pomeni, da ste naročili branje dušnega zapisa. In tam bomo skupaj nadaljavo, pač v Google Meetingu, dala vam bom usmeritve, kako naprej. In ta obred boste lahko ponavljali večkrat na leto, ne? Ko boste to znali, ko boste imeli sestavine, recepte. Moja želja je, da ljudi naučim ribe loviti pa kuhati, ne da jim moram jaz. Zato je pač to brezplačno. Prijavi se na brezplačne novice, poišči na spletni strani omgarden.si spodaj, ko greš dol, prijavni obrazec, če še nisi prijavljen, če še ne prejemaš novic, če pa novice že prejemaš, pa sledi navodilom, kako prideš do brezplačnih obredov o ognju. Se pravi, tam bom govorila, kmalu vam pošljem na mail tudi o mističnem ptiču Feniksu, obred s Feniksom, ker je pač sinonim, egipčanski mistični ptič za preobrazbo in ne smemo zamuditi najbolj plodnega obdobja v letu. Zdaj je čas, ne smemo čakati, ne smemo odlašati. Če čutiš božanski klic, božansko resnico, sodeluj. Letos ni leto za spanje, čakanje, kaj bojo drugi naredili. Letos morajo biti aktivni udeleženci. Naj si bo to doma, naj si bo to v javnosti, naj si bo to pri odločitvah, zasebno, naj si bo to na volitvah, ne? Izrazi svoj glas, bodi pomemben, vsi smo pomembni. Nihče ne more čakati in potem reči, ja, saj so se drugi odločili, saj drugi. Ne. Vsi smo kreatorji svoje resničnosti in kot kolektiv smo ljudje, ki hočemo božanski red. Preberite v knjigi, kaj je božanski red in boste dovolj iskreni do sebe. Če ustvarjate božanski red v svojem življenju, potem ok. Če ne ustvarjate, rabite pomoč, da pridete
do tistih rezultatov, ki jih vi hočete. Z vami sem bila Aleksandra Winkler-Drole. Hvala vsem, ki me lajkate, ki me priporočate vašim prijateljem, ki sledite mojim novicam, objavam in mojim videom. Kmalu spet z vami. Čau, čau.